Il y a 2 ans, durant les premiers jours qui ont suivi notre retour, nous avons été, tous, je pense, en proie à un véritable délire. Nous voulions parler, être entendus, enfin. On nous dit que notre apparence physique était assez éloquente à elle seule. Mais nous revenions juste, nous ramenions avec nous notre mémoire, notre expérience toute vivante, et nous éprouvions un besoin frénétique de la dire telle qu'elle. Et dès les premiers jours, cependant, il nous paraissait impossible de combler la distance que nous découvrions entre le langage dont nous disposions et cette expérience que, pour la plupart, nous étions encore en train de poursuivre dans notre corps. Comment nous résigner à ne pas tenter d'expliquer comment nous en étions venus là? Nous y étions encore, et cependant, c'était impossible. À peine commencions-nous à raconter que nous suffoquions à nous-mêmes ce que nous avions à raconter, alors commençait à nous apparaître inimaginable. Pred 2 letoma, v prvih dneh po vrnitvi, mislim, da smo bili še vedno vsi v primežu pravega delirija. Želeli smo govoriti, da bi bili končno slišani. Rekli so nam, da že samo naš fizični videz veliko pove. Toda ravno kar smo se vrnili in s seboj smo prinesli svoj spomin na našo zelo živo izkušnjo. Čutili smo mrzlično potrebo, da povemo tako, kot je bilo. In že od prvih dni se nam je zdelo nemogoče premostiti razdaljo, ki smo jo odkrili med jezikom, ki smo ga imeli, in to izkušnjo. Izkušnjo, ki smo jo večinoma še vedno doživljali v svojih telesih. Kako? Kako se lahko sprijaznimo s tem, da ne poskušamo razložiti, kako smo prišli tja? Še vedno smo bili tam, vendar je bilo nemogoče. Komaj smo začeli pripovedovati, smo se že dušili. Nam samim se je to, kar smo imeli takrat povedati, že začelo zdeti nepredstavljivo. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi zbrani, dragi gostje. Besede, ki smo jih ravnokar slišali, je v svojem delu Človeška vrsta zapisal francoski pisatelj Robert Ontelem. Danes se spominjamo dogodkov, za katere morda mislimo, da jih razumemo, da si jih lahko predstavljamo. A kako si lahko predstavljamo nepredstavljivo? Danes se bomo na tem kraju trpkega in bolečega spomina ter večnega opomina skupaj podali na pot odkrivanja novega, empatičnega in ponižnega razumevanja ter spominjanja nepredstavljivih časov druge svetovne vojne. Danes smo se hudih časov že spominjali tudi na severni strani predora, kjer so predstavniki Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja in Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije tudi položili venec v spomin na vse, ki so umirali in trpeli za izgradnjo predora pod Ljubeljem. Med nami pozdravljam predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona, poslanca Državnega zbora magistra Boruta Sajovica, župana občine Tržič gospoda Petra Mikliča, podžupanjo občine Tržič gospo Metko Gabrc, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marjana Križmana, predsednika Zveze borcev Tržič Jureta Jerkiča. Z nami je tudi namestnica veleposlanice Francoske republike Samantha Bombay.
Veleposlanica Republike Avstrije Elizabeth Ellison Kramer. Veleposlanik Češke republike, njegova ekscelenca Juraj Kajmal. Veleposlanik Republike Poljske, dr. Krištof Olenski. Veleposlanik Zvezne republike Nemčije Adrian Polman. Namestnica veleposlanice Združenega kraljestva Helen Tisdale. Predsednik Mednarodnega komiteja Mauthausen Guy Dokendorf. Dobrodošlico izrekamo tudi delegaciji Amical Mauthausen iz Francije in predsednici Zveze društev Generalmeister magistri Lučki Lazarov Šerbec. Vsi skupaj še enkrat dobrodošli. Kot prvega k nagovoru vabim župana občine Tržič, gospoda Petra Mikliča. Prosim. Spoštovana gospa predsednica Državnega zbora, cenjene ekscelence, gospe veleposlanice, gospodje veleposlaniki, gospod minister, župani in župani, spoštovane gospe in gospodje. Svoji mladostni naivnosti pred več desetletji sem verjel, da bodo taka mesta, kot je ta, prerasli trava, grmovje in drevesa, da jih bo pokril sneg in blagodejni blagoslov pozabe. In bo le veter mirno vejal čeznje. Da bodo mirno pokopana v preteklosti in se jih ne bo več treba spominjati, ker ne bomo potrebovali opozorilnih znakov, kaj se lahko zgodi in kaj vse prinašajo. Pa sem spoznal, najprej z našo, potem pa še z balkanskimi vojnami, da je bila to res naivnost in otvara. In to spoznavam še naprej. Tudi danes, ko na pragu Evrope v Ukrajini divja okrutna vojna, z vsem, kar prinaša s seboj. In vojne ne prinašajo nič dobrega. Prinašajo nesluteno trpljenje in zločine, prinašajo človeku nepredstavljiva dejanja, kot so bila tudi ta, ki so se odvijala na kraju, kjer smo zbrani. Svetlana Aleksijevič, Nobelova nagrajenka, Belorusinja, rojena v Ukrajini, je v svoji knjigi Vojna nima ženskega obraza z neolepšanimi opisi dejanj žensk, bojevnic, partizank, njihovih junaštev in normalnih razmerah tudi nerazumnih dejanj, prikazala ves nabor odzivov, reakcij, ki jih prinaša vojna. Njen zaključni komentar, da se ji smilijo tisti, ki bodo prebrali njeno knjigo, še bolj pa tisti, ki je ne bodo, odraža točno to, kar vojne prinašajo. Nesmisel, grozodejstva na eni strani in nepredstavljivo plemenitost in požrtvovalnost na drugi, ki pa vseeno ostajata v senci zločinov, ki jih prinaša vojna. In očitno se zgodovina ponavlja. In z njo tudi vsi tragični dogodki, kot da so to normalni ciklusi našega bivanja. Vendar nas to ne odvezuje naše dolžnosti, da se borimo, da se ne zgodijo in ne ponovijo več. Da se trudimo z vso močjo, srcem in pogumom proti vsakršnim poskusom, ki napeljujejo in vodijo v vojne. Da obsodimo tudi vsakršno lahkotno govorjenje o vojni, vojnah, v državljanski vojni. Da vse skozi opozarjamo, da je to neumno in nevarno. Da takoj ustrezno reagiramo na nestrpnost, kakršnokoli diskriminacijo in sovražni govor. Kajti besede so močno orožje in spodbujanje k nasilju je nevarno in necivilizirano početje, skregano z vsem bistvom našega bivanja. Kot župan mesta Tržič se z žalostjo in hkrati ponosom obračam na vas in se vam zahvaljujem,
da ste tu in ohranjate ta spomin, ta opozorilni znak, kaj vojne prinašajo. Spomin, ki ga moramo ohranjati še naprej, kot opomin in poduk nam samim in tudi prihodnjim generacijam. Dobar dan, spoštovani prisotni. Veseli me, da nas je toliko, da smo tu se udeležili v tolikšnem številu današnje komemoracije. Še posebej me veseli tako, da so tako številčni veleposlaniki. Seveda, še posebej nas je počastila predsednica Državnega zbora, ki sem jih hvaležen. Kajti s tem je tudi sama dvignila nivo tej slovesnosti. Minister, slavnostni govornik, hvala, da si se odločil, da boš danes tu slavnostni govornik in seveda dal svoj prispevek temu delu neslavne zgodovine za takratne čase. Seveda časi se spreminjajo in mi morate dovoliti samo, da pozdravim še posebej župana Mestne občine Tržič. Tako kot je v svojem govoru povedal, tako tudi ravna. Bil sem pri njemu, pogovarjali smo se o tej komemoraciji. S svojimi sodelavci je to vzel zelo resno in zelo dovzetno. Mi smo hvaležni, jaz sem hvaležen v imenu Zveze združenj borcev, da ohranjate vrednote in spomin na čase, ki si jih ne želimo več.
Hvala tudi vašim sodelavkam poudarjam, ker ko sem bil na sestanku, so bile ženske, očitno ženske nosijo največje breme te družbe in tako je tudi v tem primeru. Želel bi še posebej pozdraviti veleposlanika Nemčije, gospoda Polmana, pa ne zato, da druge ne bi, ampak z njim imamo še posebej stkane prijateljske vezi, oboje stransko. Ampak jaz v vlogi predsednika Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije, on pa kot veleposlanik Nemčije. Njihovo veleposlaništvo domuje v hiši, kjer je bila ustanovljena Osvobodilna fronta. In vam povem, ne bom rekel, da malo kdo, ampak zelo vzorno skrbijo za hišo spomina in hišo, ki je spomenik NOB-ja. Hvala, gospod Polman. In ker jaz ne vem nemško in on je svoj kratek čas študiral v Italiji, ga bom pozdravil v italijanščini. Caro amico, io ti porgo un grande saluto, ti ringrazio di essere qui e ti ringrazio di tutto quello che fai per l'amicizia della gente tedesca e slovena. Dejal sem mu, da sem hvaležen, da je danes tu, da je položil venec, se poklonil spominu tukajšnjemu tragičnemu kraju in hvaležen sem mu za vse, kar skupaj z nami dela, za seveda prijateljstvo dveh narodov, Nemčije in Slovenije. To je zelo pomembno. To so koraki, ki jih moramo delati z vsemi, če želimo, če nas je polna usta Evrope, moramo v tej Evropi tudi kaj narediti, da pokažemo primer, kako mislimo, da bi ta Evropa morala izgledati. Tako. Ker sem predsednik Zveze združenj borcev, bom še nekaj dodal, seveda. Veseli nas, da, kot sem že prej rekel, da se vsako leto v tako velikem številu zberemo, da se poklonimo spominu nekega časa, ki ga ni več. Vendar spomin in opomin ostajata. Ostajata tako močna in tako kričijo tisti, ki so tu mrtvi, da se to nikoli več ne bi dogodilo. In mi smo tisti, ki uradno skrbimo za ta spomin, ki polagamo vence, ki pišemo zgodovino in ki delamo vse, da povezujemo ljudi v dobrem. Tisti dan, ko bomo nehali hoditi na spomenike, na grobove padlih, tisti dan bomo pozabili na zgodovino in ta se nam bo ponovila. Tako, dragi prijatelji, dragi vsi prisotni, smrt fašizmu in nacizmu.
Mesdames, Messieurs, chers amis, comme chaque année, notre amicale française des déportés de Mauthausen vient se joindre à vous pour commémorer la libération du camp du Lobel. Et comme chaque année, nous sommes sensibles à votre accueil. Gospe, gospodje, dragi prijatelji, kot vsako leto se naša francoska združba deportiranih iz Mauthausna pridružuje vam pri obeleževanju osvoboditve taborišča Ljubelj. Pred 78 leti so se odprla vrata taborišča. Toda letos, leta 2023, je posebno leto. Naša združba, družine, otroci in vnuki deportiranih, ki so tukaj prisotni, ne morejo pozabiti, da je pred 80 leti, 3. junija 1943, na tem mestu prispel konvoj 330 francoskih deportirancev, ki so bili premeščeni iz taborišča Mauthausen, in 15. julija je sledil drugi konvoj 250 moških. Ti moški so bili del skupine 2000 Francozov, ki so aprila 1943 prispeli v Mauthausen. Bili so odporniki, komunisti ali preprosti francoski državljani, ki so bili ujeti v racijah, ki so jih organizirale nemške oblasti v okviru operacije Merschaum, operacije, ki jo je Himmler razglasil decembra 1942. Nemška nacistična oblast si je prizadevala pridobiti delovno silo. Potrebovali so 35.000 moških, mladih, sužnjev, ki so bili zamenljivi. Pripeljani sem za gradnjo predora Ljubelj, so bili izpostavljeni barbarstvu nacističnih voditeljev, poniževanju, mučenju. Pripovedi o okrutnosti, ki je vladala v taborišču, ne manjkajo. Toda tukaj, v vaši regiji, to taborišče ni bilo povsem enako kot druga. V Avstriji je bil letošnji tematski poudarek praznovanja osvoboditve Mauthausna in njegovih podružničnih taborišč državljanski pogum. Najprej se spomnimo poguma deportirancev, ki so kljub tveganju za lastno življenje kršili prepovedi in organizirali solidarnost znotraj taborišč ali preprosto delili kos kruha. Tukaj v Sloveniji je bil pogum prebivalcev takoj prepoznan strani deportirancev. Moj oče, registrska številka 26812, je ob svojem prihodu v Tržič dejal: "Nasmeh žensk mi je ogrel srce, bil je velika tolažba." Jean-Baptiste Meffiu, registrska številka 268.
Ure in ure smo stali premraženi v vrsti. Ljudje v drtih lic so povešali glave. Svetile so ženam, oči se zvedave, le kdo bo danes spet na vrsti. Pred nami stal hrastje, na njem pa vešala. Pod njimi ležalo telo je krvavo, SS-ovski kapo ga brcal je kakor zastavo ter upil. Štijav, svinja, tu ne bo spala. S težavo je vstala in vsi smo trepetali. Iz prednje je vrsta deklet se planilo, mama, o mama, ne mame, je vpilo. Halt, šajze. In že so podrli jo rafali. Odšli smo v barake, molčeči, potrti. Zudaj nam v strah sta dve trupli ostali. Mati na vislicah, hčerkici mali sodili so rabli in dali o smrti. To je spomin. Strašen spomin na grozote nazaj. Naj bo kot svarilo za nove rodove, da ne bi nikdar več gradili Čelekula gradove z norčavim napisom nad vrati Arbeit macht frei. Pesem, da se ne pozabi, Toneta Šepca je svarilo za vse nas. A žal svarilo, za katerega imamo občutek, da se ne sliši. Januarja smo na slovesnosti ob dnevu spomina na holokaust opozarjali na sovražni govor. Takrat nas je pretreslo, da so v Srbiji na nogometni tekmi otroci kričali ubij človeka. Takrat smo se spraševali, kakšen svet gradimo. Sedaj mineva mesec dni od dogodka, ko je šel 13-letni deček še dlje. Zato vas danes vprašam, kakšen svet smo zgradili? Kje smo zopet skupaj stopili na pot sovraštva? Ter predvsem, kaj bomo naredili in kaj spremenili, da bo ta svet bolj prijazen, bolj varen za vse nas, predvsem pa za naše otroke. Otroci so bogastvo družbe, so njena sedanjost in njena prihodnost. Veseli nas, da so v naši družbi danes učenke in učenci Osnovne šole Bistrica, ki so pod mentorstvom profesorja Tomaža Župančiča za nas pripravili krajši program. Prisluhnimo njihovim glasovom. Kaj ostane človeku, ko mu vzamejo vse, kakor se je dogajalo nesrečnežem na tem kraju? Kako najdeš smisel, ko nimaš več ničesar in ti tudi svet okoli ne daje smisla? Pesnik Kajuh je našel svoj odgovor, ki ga je ubesedil v tako preprosti in drobni pesmi, da se mora tudi tako imenovati. Drobna pesem. Jaz sem droben list, ki drevo mu daje hrano. To drevo iz zemlje rase, zemlja pa je vir življenja. In življenje vir človeštva. In človeštvo, to je hrast, ki človeku daje rast. Ljudje si želimo vedno dražjih, vedno bolj pomembnih stvari, a zapornik ne želi dosti, ne želi razkošja, ne želi dragocenosti. Želi si samo utrinek svobodnega sveta, eno iskrico iz svobode, ki ga bo spomnila na vse, pa čeprav bo prišla v obliki enega samega češnjevega cveta. Samo en cvet, en češnjev cvet. Samo en cvet, en češnjev cvet, dehteč in bel, odlomi, moja draga. Ne bom ga za klobuk pripel, ne bom ga v gumnico sedel, odlomi ga, odlomi, draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsakomur, ki na križ pripet trpi v pomladi tej. In glej, ta drobni češnjev cvet bo v njih izbrisal malodušja sled in spet razžaril tožnim pogled. Samo en bel, en češnjev cvet, odlomi,
moja draga. Saj veš, kako vsak tak pozdrav človeku za rešetkami pomaga. Za mrtvimi ostajamo živi. Zaradi velike preizkušnje se bolj zavedamo, da smo še vedno skupaj na tem svetu in si spletamo svoje tople domove. Naslednja pesem Mateja Kastelica Doma govori, kje je domovina in dom. Tam, kjer moja upanja oživijo in kjer se dlan brez nevarnosti oprime druge dlani. Doma. Je rapporte ici ce que j'ai vécu. L'horreur n'y est pas gigantesque. Il n'y avait à Gandersheim ni chambre à gaz, ni crématoire. L'horreur y est obscurité, manque absolu de repères, solitude, oppression incessante, anéantissement lent. Le ressort de notre lutte n'aura été que la revendication forcenée,
est presque toujours elle-même solitaire, de rester jusqu'au bout des hommes. Poročam o tem, kar sem doživel. Groza ni velikanska. V Gandersheimu namreč ni bilo niti plinske komore, niti krematorija. Tamkajšnja groza je bila obskurnost, absolutno pomankanje mejnikov, osamljenost, nenehno zatiranje, počasno uničenje. Glavno gonilo našega boja je bila le blazna zahteva in skoraj vedno samo osamljenost, da ostanejo do konca ljudje. Morda je v mrak kdo lučko prižgal, morda na grobu pomolil kdo, zdaj pa z dežjem se plamen bori in v smrtnem boju trepeče v nebo. Kako je vam, nekdanjim, nocoj? Skozi zemljo odejo vam voda polzi in v hišice tesne utira si pot. Joj, bratje in sestre, vas res ne mrazi? Joj, bratje in sestre pod črno zemljo, kako je v vaših domovih nocoj?
v molitev še sklepate mrtve roke, še čujete kaplje, kako bijo. Joj, bratje in sestre pod črno zemljo, joj, bratje in sestre, vam ni težko. Številne preživele je po koncu vojne in vrnitvi z taborišča bremenila krivda preživetja. Njihovo trpljenje in izkušnja je preživele zaznamovala za vse življenje. Med njimi je bila tudi Erna Musar, avtorica ravnokar slišanih verzov. Težko je razumeti, kako se je v trenutkih največjega ponižanja, trpljenja in razčlovečenja lahko rodila tako globoka empatija in ohranila najbolj iskrena ter čista človečnost. Kot da bi za vsako ceno želeli ohraniti to, kar so jim želeli odvzeti. Tudi tu, na Ljubelju, so želeli poteptati in zatreti človečnost, ponižati in uničiti zapornike najrazličnejših narodnosti, med katerimi so prevladovali francoski politični zaporniki. Svoje razmišljanje ob današnji slovesnosti je v spoštljiv nagovor povezal Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prosim. Dragi rojaki vseh strani meje, spoštovani prijatelji, cenjeni visoki gostje, počaščen sem, da lahko govorim na tem dogodku, ki nas vsako leto znova spomni na najtemnejše ure naše zgodovine. A nas ob tem tudi uči, da je vsaki grozi priložnost za rast solidarnosti in človečnosti. Naša prva misel mora biti danes namenjena spominu na žrtve taborišča v Ljubelju. Na tiste, ki so tu izgubili življenje, na vse, ki so bili odtod deportirani v Mauthausen, na vse, ki so jim ob težaškem delu in nečloveških razmerah pod udarci in grožnjami tu ukradli zdravje, upanje in ljubezen. Pa tudi na njihove drage, svojce, potomce, prijatelje, ki so delili in marsikje še danes delijo breme tistega strašnega časa. Naša druga misel pa domačinom, pogumnim moškim in ženskam, ki so nesrečnim jetnikom pomagali, kolikor so le lahko. Sem so prihajali interniranci iz vse Evrope, govorili so različne jezike, pripadali različnim kulturam in veroizpovedim. Marsikateri od njih je po vojni s hvaležnostjo pripovedoval o človečnosti in naklonjenosti domačinov. Nikoli ne smemo podcenjevati moči solidarnosti, moči ene same prijazne besede, prijateljskega pogleda, ponujene dlani. Na tem mestu spomina stoji obeležje z napisom J'accuse, obtožujem. Prav je, da smo v našem pogledu na preteklost odločni. Prav je, da je naša obsodba dejanj nacističnega režima absolutna in nedvoumna. Prav je, da vemo, kot je nekoč rekel od odgovornikov na tej slovesnosti, kdo je bil na eni in kdo na drugi strani bodeče žice. Naša odgovornost je, da nedvoumna zgodovinska dejstva ohranimo za prihodnje generacije, da se upremo vsakršnemu poskusu revitalizacije ali zmanjševanja zgodovinske krivde tistih, ki so to taborišče postavili in vzdrževali. Zato mi dovolite, da se zahvalim in poklonim vsem tistim, ki s svojim delom ohranjajo spomin, še posebej članom in vodstvu koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB ter občini Tržič. Ampak nujno je tudi, da pogledamo in vidimo v prihodnost. Kot minister za Slovence v zamejstvu in po svetu se vsak dan pogovarjam z ljudmi, ki jih je zgodovina oddaljila, odtrgala od doma. Bodisi tako, da so nastale nove meje, ki so jih ločile od domovine, bodisi tako, da so jih revščina,
konflikti, preganjanje prisilili v migracijo. In vsak dan vidim, kako se iz te boleče zgodovinske določenosti rojevajo ponos, pripadnost slovenski kulturi in jeziku. Kako nastajajo nove družine, kako se vzpostavljajo nove vezi, ki so pomembne za matično državo. Pomislimo samo na ključno vlogo naših rojakov v zamejstvu in po svetu v procesu osamosvajanja. Tudi tu so se iz travm preteklosti rodile nove vezi. Pobratenje med Tržičem in mestom Sant Marijo Min, ki temelji na tem, da sta obe mesti imele taborišča, ter da je bilo med jetniki, ki so garali in trpeli pod Ljubeljem, prav največ Francozov, je dokaz, da je zgodovina res učiteljica življenja, ter da smo ljudje njenim lekcijam sposobni prisluhniti in jih upoštevati. Danes smo v Evropi soočeni z novo vojno, v Sloveniji pa marsikdaj z občutkom nemoči in obupa, ker kar ne moremo prenehati z medsebojnim obtoževanjem. Velikokrat govorim o pomenu sodelovanja doma med sodelavci in v javnem ter političnem dialogu. Včasih morda lahko ta beseda izveni kot prazna floskula, ampak ponavljam jo, ker vanjo iskreno in globoko verjamem. Winston Churchill naj bi rekel, da je demokracija najslabši sistem z izjemo vseh tistih, ki so še slabši. Sodelovanje je morda naporno, terja ogromno časa in energije, sodelovanje je strma pot, ampak, spoštovani, druge poti ni. Mnogi tukajšnji interniranci so na jetniških oblekah nosili rdeči trikotnik, oznako za politične zapornike. Bili so torej ljudje, ki so se za bodečo žico znašli zaradi svojega antifašizma, zaradi svojega boja za človečnost in svobodo. To, da sodelovanjem gradimo in ohranjamo solidarno, vključujočo, humano Slovenijo in Evropo, je najmanj, kar jim dolgujemo. Hvala. Današnja slovesnost se počasi, a neizbežno izteka. Naj se vam, preden povsem zaključimo, iskreno zahvalim za pozorno spremljanje današnjega kulturnega programa, ki smo ga sooblikovali. Učenke in učenci Osnovne šole Bistrica pod mentorstvom profesorja Tomaža Župančiča.
Godalni kvartet Celavim, Ana Ločniškar, Sara Mivšek violina, Anastazija Keren na violi in Kim Kozlevčar violončelo. Kvintet klarineta orkestra Slovenske vojske ter kohon in bas. Recitatorja Urban Pipan in Jeremija Leru. Prireditev sem povezovala Maja Tekavec, scenarij pa sta pripravila doktorica Mojca Poredoš in Iztok Pipan, televizija Medvode. Ljudje smo prepogosto naduti, sebični, neobčutljivi, pa vendar ne smemo obupati. Slovesnostmi, kot je današnja, moramo vedno znova in neumorno opozarjati, da bomo zgolj s spoštovanjem, empatijo, sočutjem, potrpežljivostjo lahko izgradili časten, pošten, pravičen in svoboden svet za vse. Les ombres fuyez, laissez le jour clair se lever. Zbežite sence, vzidi čisti dan. Kdor si po tihih gozdih zakopan, komur zgubljeni prah v vesolju plava, kdor v ječah padel si od črnih ran, glej, iz noči življenje vzplapolava. Kdor si koval iz muke srečni čas, ko so plameni siknili nad nas, kdor si snetje pogumno izžgal povsodi, oplaknil v oči luči svoj obraz, po zemlji naj visoka pesem hodi. Naj svobodo ljudi, naj čast, naj poštenje, naj radostne pravice žuborenje privabla iz tamin pojoča dlan. Kar je velikega, rodi trpljenje. Zbežite sence, vzidi čisti dan. Les ombres fuyez, laissez le jour clair se lever.